Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer je zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 26. maj 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju Martin Milec o najlepših trenutkih v karieri. Kako je sezono ocenil Boštjan Cesar? Končno dolgotrajna oskrba na domu, a z mnogimi odprtimi vprašanji in predvsem pomanjkanjem kadra. Miha Čelar v intervjuju za Večer, če lahko politika razdeli družino, nam ni pomoči. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Tokrat v prvem delu podcasta v moji družbi ne bo sogovornika ali sogovornice, vam pa bomo postregli z izjavami z terena. Včeraj smo bili v Ljudskem vrtu, kjer je Maribor na zadnji tekmi v sezoni z 0-1 izgubil proti Nafti in prvenstvo sklenil s 7. porazom. Ta ni bil usoden, saj so si vijoličasti drugo mesto na lestvici zagotovili že v predzadnjem krogu. V Ljudskem vrtu je bilo v ospredju slovo Martina Milca, kljub še eni sezoni brez lovorike pa je pod Kalvarijo vladalo pozitivno vzdušje. Na pikniku na Južni ploščadi so se z navijači pred tekmo družili nogometaši in odhajajoči kapetan. Med pristaše kluba sta zavila tudi vodja nogometnih operacij Čem Bazgul in športni direktor Mihael Mikić. Vijoličasti so pred obračunom z Lendavčani napovedovali, da bodo šli v dvoboj na vso moč, a se ni zgodilo tako, čeprav je Boštjan Cesar priložnost ponudil tudi nogometašem, ki so v tej sezoni igrali manj in so dobili priliko, da se dokažejo. Nafta je sproščen pristop 16-kratnih državnih prvakov izkoristila na začetku dvoboja. V 9. minuti je po kotu z glavo gol dosegel Aron Dragoner. Toda to ni bilo dovolj za obstanek Lendavčanov med elito. Ob koncu tekme so na klopi gostov pogledovali na mobilni telefon, da so spremljali dogajanje v Celju, kjer so gostovale Domžale. Na stadionu z Dežele se je končalo z 1-1 in Nafta je izpadla iz lige. Preden nekaj minut namenimo svežemu nogometnemu upokojencu Martinu Milcu, prisluhnite oceni dvoboja in sezone trenerja Maribora Boštjana Cesarja, ki pravi, da je za vijoličastimi sezona za oceno 4 od 5. Ja, sezona je bila dolga, težka, bile so tekme dobre, na kateri smo igrali zelo dobro, še posebej z ekipami z Bornedira Davice. V neko malo skrbiti pa nisem zadovoljen z ekipami, ki so spodaj tablice, ki so nam preveč točk vzele. In na koncu tudi današnja tekma, mogoče emocije še bile, mogoče prevladale zaradi nekaj, pa nismo šli preveč dobro tekmo, tako da tudi na koncu se nismo zaslužili zmage. Kaj se tiče v prihodnosti, da si želim igralcev, ki bodo imeli karakter, ki bodo imeli DNK Maribora in da v naslednjo leto želim, da čim prej pride igralci že, če je možno, takoj na začetku pripravi, da se bodo igrali in pričakujemo se na leto, da bi igrala noge in da se probamo tudi veseliti z njo več. Je dejal Ljubljančan, ki je na novinarsko konferenco prišel v družbi športnega direktorja Mihaela Mikića. Slednji je pojasnil, da klub ni organiziral slovesa od Josipa Iličića, pri vijoličastih pa so spoštovali odločitev Kranjčana. Ob Milcu in Iličiću se od Maribora zagotovo poslavljajo vsaj še Meno Bergsen, Marko Božič, Andrej Souza in Barto Kelmas. O novincih Mikić še ni želel govoriti. Najzvestejši navijači Maribora si bodo obračun z Nafto dobro zapomnili, saj je bil ta zadnji in 310. v vijoličastem za kapetana Martina Milca, ki je sklenil kariero profesionalnega nogometaša. Pred skoraj 5000 gledalci v Ljudskem vrtu so mu pripravili slovesnost pred tekmo z Nafto. Od predstavnikov kluba je prejel ukvirjen dres, nekaj besed mu je namenil predsednik NK Maribor Drago Cotar, napovedovalec Stipe Jerič pa je oznanil, da bo številka 22, ki jo je nosil Račan, za 10 let upokojena. Pred gledalci je spregovoril tudi nogometni upokojenec, najprej v videu, ki se je zaključil z napevom Bela Ljubljana propada, nato pa v družbi žene in otrok na sredini igrišča. Enkrat viola, vedno viola, je svoj govor sklenil 33-letnik in požel aplavz. Milec je v 12 letih z Mariborom osvojil 11 lovorik. Po 2 minutah igre proti Nafti ga je včeraj ob špalirju nogometašev na igrišču zamenjal Nejc Viher in prevzel kapetanski trak.
Miki se je nato sprehodil okoli igrišča in pozdravil zbrane na tribunah, za nekaj minut pa se je na južni tribuni pridružil najzvestejšim mariborskim navijačem in vodil navijanje. Preden se je na južni ploščadi znova pridružil navijačem, je še zadnjič spregovoril kot nogometaš Maribora za medije. Kakšni so bili zadnji dnevi zanj? Težki dan je za mano, težki tudi zadnji 4 dnev. Bilo ni bilo lahko, glede na to, da sem nekaj karijere profesionalno delal, da sem 20 let že tu, delal to, kar nekaj pomeni. Ni bilo lahko, ampak za zdaj v tem trojku, kako vse skupaj malo, da po eni strani je lepo, po drugi strani pa še vedno se vedno čujete malo glasu, da še vedno, kako se rekel, prej prikus, ampak samo to za igra končal, drugo se začne. Nažalost, na srečo bomo videli v prihodnosti, kaj se bo dogajalo. Tako bi imeli danes zadnji dan profesionalni karieri. Tako sem že rekel, odhajam ponosno, zdaj glavo, ker vem, da sem vsakem trenutku dal vse, kar sem razumel, sem trenutku na terenu in to je to. In katere trenutke v karieri Milec izpostavlja kot najlepše? Prva neka stvar, ki sem vedno sestavljal za sabo, je definitivno Devi. To je že bilo 16. oktobra. Pred Olimpiji. To je definitivno prva tekem, mislim, da je prva taka stvar, ki se jo vedno zapomnil. Zdaj, da bi potem našteval še vse te uspehe, vse te velike tekme, ki se dogajajo, 20-14, jih je preveč, ampak pomni, kako bi prišel na tisto tekmo, oziroma tisti dve tekmi za Selito. Normalno, ko smo tudi prezimni v Evropi, na kateri stoji na VGM-a, sem nas sekinil, pa normalno, kako bi prišel doma, pa prva tekma bi prevladal. Zdaj, da se nasanjamo samo na klub, definitivno tudi ljudi v reprezentanci, tudi te naskote za reprezentanco bom vedno ohranil v spominu, ker vemo, da je vsakemu športniku čas, da igra za reprezentanco, za svojo državo, to je definitivno tudi vedno ostalo v spominu. Ampak tam sem imel tej domač neke prebliske, razmišljam nazaj, tekme, treninge, neke poljivščine, kaj se je dogajalo, ampak na koncu, tako sem rekel, meni je največja nekako nagrada to, da se lahko v svoji karieri imel toliko novih prijateljev, toliko novih ljudi, da se vseeno toliko nekih prejemkov nosil z ljudmi in v tem klubu in v ostalih in vse posod, da mi je to nekako največje veselje v tem trenutku in nikoli ne vzamem enega. 33-letni bočni branilec je potrdil, da njegove nogometne poti še ni konec. Profesionalne kariere ni bil konec, s tem sem zaključil, to je definitivno. Želim pa še nadaljevati nogometom tudi kot igralec, prvo kot prvo. Zdaj bo moj hrbet to dopuščal, bo škode dopuščale, želim pomagati v svojem pragu, spravi vačar. Koliko bom lahko pomagal, koliko bom lahko igral, to je nekako načeloma veseljem. Kaj bo bolj naprej, pa bomo videli, definitivno mislim, da marsikdo zdaj res 24 dni si nam okrog klicati v Olimpiji. Odličili tudi moji višji trenerjev, do vseh nekih funkcionarjev, tudi iz Slovine. Nekaj bi si govoril, da imam še marsikaj nazaj nogometov, ko sem pridobil svoj bariero. Pisal sem tudi na licenco trenerja, kar pa naprej preneslo bomo videli. Trener sem sicer zaenkrat izjemno povedal, me ne zanima, me pa zanima več neka druga funkcija v kakšni drugi obliki.
ampak zdaj na začetku vem, da julija, avgust, morje, aperol, to je to, družinko. Hvala in srečno, Martin Milec. Novinarke Mariborske kronike in Regi danes v Večeru obsežno obdelujejo eno ključnih tem, ki je pomembna za vse nas in ki kljub napredku še poraja več vprašanj: dolgotrajno oskrbo. Po 20 letih se zakon o dolgotrajni oskrbi uresničuje. Z julijem se začenjajo prve storitve na domu, a vse še ni nared. Kadra primanjkuje, pogodbe z ZZZS niso podpisane, platforme še ni. Prve odločitve centrov za socialno delo pričakujemo šele jeseni. Kateri izvajalci bodo skrbeli za dolgotrajno oskrbo v različnih občinah, zakaj uporabniki kljub vloženim vlogam še nekaj mesecev ne bodo prejeli pomoči, kakšne težave izvajalci pričakujejo z manjkajočim kadrom in zakaj grozijo čakalne vrste. Zakaj direktorji domov in centrov opozarjajo na nerealna pričakovanja prebivalcev, kaj pravi sindikat upokojencev o vrednotenju dela in zakaj poziva k začetku kljub težavam. Nanizana so številna vprašanja, ki jih zastavljamo v današnji osrednji temi. In kaj na vse pomisleke odgovarjajo na pristojnem ministrstvu, kaj bo z obveznim prispevkom, ki ga bomo morali plačevati. Državni sekretar Luka Omladič, pristojen za področje dolgotrajne oskrbe, poziva k potrpljenju in odgovarja: delamo vse, da bo infrastruktura kar se da pravočasno na voljo. Delodajalske organizacije sicer pozivajo k zamiku in postopni uvedbi prispevka za dolgotrajno oskrbo. Omladič pa poudari, da zamika ne načrtujejo. Podrobnosti v današnjem Večeru. Najnovejši projekt Mihe Čelarja, enega naših osrednjih dokumentaristov, se loteva teme, ki večno okupira slovensko nacionalno zavest. Delitev naroda na dva ideološka pola na takšen ali drugačen način občutimo vsi, če ne v lastnem družinskem in družbenem krogu, pa vsaj preko političnih sporov. Matic Majcen v ponedeljkovem intervjuju s filmskim režiserjem, ki se upadal ravno z zaključkom festivala Cannes, odpre vrsto pomembnih družbenih tem, ne le vsebine filma Dva brata, dve sestri. Kar ugotavlja režiser in je tudi današnji bob dneva v Večeru, je: če imata politika in ideologija tako veliko moč, da lahko razcepita in razdelita družino, se bojim, da nam ni pomoči. Vabljeni k branju intervjuja. To je bil Večerov dnevni podcast Večerje zjutraj 26. maja 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. S vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naše novinarke in novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.